Zadnjič, ko smo snemala podcast, ti je vmes telefon zapiskal, ne? Sicer sem to izrezal ven iz epizode, ampak sem se pol spraševal, kako imaš ti kaj to rešen, glede teh zvokov. Imaš ti telefon na glas ali na tih ponovadi? Večino časa imam potiho, ne? Ampak so pa izjeme. Pa glih zdaj, ko sem to rekel, sem se spomnil, da pri večini stvareh, ko me ti vprašaš, ne, z vidika teh nekih organizacijskih, pa tako ti rečem, ja, imam, ampak ne še čist, si opazil ti to? Nisem, jaz opazil, zihar si pa ti to opazil. Ja. Zdaj le sem opazil, ne. To pomeni, ne, Ja. da stvarmi, ki, ne vem, jih imam zorganizirane, kakorkoli, urejene, se trudim, da bi šel proti nekem idealu, vendar nisem še zadovoljen. Kaj pa ti? Ja, jaz sem načeloma skoraj vse te zvoke si izklopil, ne. Na telefonu, prej, ko sem še tablico imel na tablici, na računalniku, praktično skoraj ničesar ni, kar bi me lahko zvočno zmotilo. Veš, nimam, recimo telefon imam na vibro ves čas, ne. Na računalniku imam pa tudi vse te notifikatione izklopljene. Tudi recimo na telefonu nimam Messengerja, nimam Facebooka na splošno, nimam notifikationov od maila. Vse te stvari imam tako narejene, da pač pogledam, ne vem, recimo enkrat, dvakrat na dan in takrat pač se odzovem. Ok, Facebook je mogoče izjema, grem tudi kdaj tako, ko, ne vem, popoldne recimo grem pogledat na Facebook, pa konki odpišem, ali pa imam kako debato, ampak tako da prav moram pogledati, imam pa enkrat na dan zjutraj pač pogledam Facebook, Slack in vse te stvari. Sem koliko časa imaš že to, ne? Ker recimo opazil sem, da na telefon te zelo težko dobim, ne? To ne pomeni, da mi greš na živce, ne? Ja, malo. Mogoče, ne, ampak sem fuck, ne, kak ne ga dobim, ne, ker včasih, ne, zato sem te zdaj vprašal, ker za telefon živim en čas, ne, da je tako. Ampak zadnje čase sem pa opazil, no, da pa tudi na Slacku te težko dobim, zato te sprašujem, da koliko časa imaš že to. Na Slacku imam po moje kakšne 4 mesece, A ja, pa že to? pol leta. Aha. Ja. Ja, sem mes se mi, da nismo To pogovarjali. je res, ne, ampak ja, glih to sem hotel reči, da te pač med to najno dolgo pauzo, ne, se pravi v prejšnji sezoni, si bil, se lažje te dobil, ne, zdaj pa ja. Ja, ker sem opazil, da je Slack postal to, kar so prej druge stvari bile, ne, in so me pol ljudje začeli prek Slacka motiti, ne. Ker so vedeli, tam bo pa zdaj. Ja, in sem pol tudi to eliminiral, zato ker cenim, mislim, to bo zvenel tako butas, ne, ampak cenim ful svoj čas, bolj kot čas od nekoga druga. Tako kot vsak drug ceni svoj čas bolj od nekoga druga, ne. In zato se mi zdi, tako preveč puščamo tej tehnologiji, da nas stalno moti, ne. Jaz nekaj delam, neko opravilo upravljam in pol, ker pač nekdo drug ima glih takrat malco na šihtu, me pač pokliče takrat in me hoče nekaj vprašati, ne. Ja, ampak zakaj bi jaz zdaj rabil pa, zdaj, ker ima ta druga oseba čas, moram pa zdaj jaz svoje stvari odločiti. Ne. Velikokrat pogledam na telefon, vidim, da me nekdo kliče, pa si mislim, ok, zdaj le nimam časa, bom ga poklical nazaj, ali bom pa napisal SMS, kaj me rabiš, ne. Zakaj pa pogledaš, ne? Jaz bi pol pričakoval, da boš recimo ga ne ugasnil, pač ugasnil screen, oziroma ga okoli obrnil, ne? Da ne vidiš, ampak a te sen, imaš potrebo, meni pa mogoče kdo poklical. Mislim, včasih te kdo nujno rabi, ne? Ali pa recimo vem, da ne vem, da me bo nekdo poklical za eno pomembno stvar in rabim imeti pač telefon blizu, ne? Tudi nimam ga čist na tih, ker to se ni dobro izkazalo, ker včasih se pa oglasim, včasih, ne vem, nič pomembnega ne počnem, ne, in se pol oglasim, ne, ali pa nisem glih na pauzi, recimo to mi je najbolj butast, ne, glih takrat, ko se sedem na teraso zunaj pred hišo recimo, ali pa grem, ko sem v pisarni, grem na kavo nekam, pa malo berem in glih takrat me kdo pokliče, takrat se ne bom oglasil, to je zdaj moj frejcajt, ne bom takrat jaz spet razmišljal o službi, o, ne vem, o vseh stvareh, o katerih moram razmišljati, ne. In ravno zaradi tega ga nimam na tih, ker težko si pa sprogramiram, kdaj sem dosegljiv, kdaj nisem, ne, da bi rekel, zdaj le me lahko kliče, zdaj pa ne. No, sej, jaz sem imel pa tako ful bolj striktno v času Analyza, sploh v tistem letu 2015, ko je bilo zelo stresno. Za nas sem pa imel ne vem, kako se reče, ta mute mode, oziroma ko dovoliš samo neke emergency klice,
oziroma izbereš ta pa ta cifra, me lahko kliče, druga pa ne in ti niti ne pokaže, da te kdo kliče. Mislim, da potem glih, ko konča klic, da ti da neodgovoren in to je to. Tako da tista oseba niti ne ve. Ne? In takrat sem pa imel tako, ponovadi, ko sem prišel domov po 6-7 uri, sem rekel, vse in me, lahko tudi svet se poruši do jutri, ampak takrat sem pa zelo striktno. Ne? Zdaj imam pa malo manj. Ne? Ker imaš manj stresno, lažje handlaš te. Zdaj me ne kliče več toliko folk. Takrat so me vsi klicali, pa če sem bil vodja podjetja, ne? In so me veliko bolj klicali. Zdaj me pa pač tukaj ne kliče in tudi nimam, imam pa vse en zvečer, dam na potiho telefon. Ne? Razen, glih tako, ko so se prej pogovarjala, me pa zmoti, ne? Da zvečer, sploh pa za vikend za njo greva gledati nek film ali karkoli. Ne? In pol ali jaz pozabim, ali ona pozabi, ugasem dati kaj na potiho in ko začne glih se in začne cinglati in pa sam, ne, ali bova zdaj šla vsak za sebe nekaj delati, ne? Če je že nujno. Ker pač ona je odvisna od tega cingljanja, tudi cinglja pa na račun, ne? Ali pa rečemo, ok, zdaj pa res se pogasnemo, pa lahko imamo za sebe večer. Jaz recimo se spomnim, ko sem še hodil v klasično službo, ne? Da tam je bila tudi motnje, so bile tudi tako uživo, ne? Se je velikrat zgodilo, da te kdo zmotil. Jaz sem sicer to pol reševal kot sistemski administrator takrat, tako da sem vsem govoril, dajte mi na mail napisati, kar rabite, zdaj da vas imam v svoji podnarekovajih to-do listi, že takrat sem bil slaven v firmi potem. Tikete si delal. Tikete sem delal, ja. Kaj pa ti, recimo, zdaj, ko si spet v službi? Ja, jaz tukaj, se pravi, tam, kjer je več ljudi, ne, je tudi več možnosti za neko distrakcijo. In tako, sodelavci so se pritoževali, ali pa se pritožujemo zdaj tudi, ne, da vsakič, ko se spraviš nekaj delati, pride nekdo in te nekaj vpraša, da mi to pomagi, ti pošle mail. Jaz probam pa zdaj to na ta način reševati, oziroma od začetka sem se itak lovil, ker nisem prej bil navajen s toliko veliko ljudmi delati naenkrat. Zdaj pa poskušam nek sistem spostaviti to pa na ta način, da maile pač gledam sam zjutraj. Imam neko jutranjo checklisto in pač v tistem času tudi maile pogledam pa odgovorim. Pol čez dan se trudim, da čim manj, oziroma med unimi nekimi miselnimi pauzami. Če pa kdo do mene pride, pa od začetka sem tako, deka bi mi lahko to pomagal, pa sem rekel, ni problema, ne? In pa sem ugotovil, da sploh ne delam tiste stvari, za katero sem tam in je tako nek občutek krivde. Pa sem rekel, do 2, če ni res da bo, ne vem, eksplodiral neki, pač prid po 2 uri in takrat ti bom pomagal. Če res recimo, da je dokaj nujno, če ne pa, ali jutri prid, zjutri pa mi povej, ko imamo jutrni stand-up, ne? Ali pa celo vsak drugi torek, ne? Če nek daljši task, ko imamo pa planiramo sprint. No, ker to sem dosti opazil, ne, zdaj v zadnjem času, da se ljudje, odkar sem šel na ta Getting Things Done sistem, ne, se malo drugi ljudje šlepajo na moj sistem. Ne. Se pravi, recimo jaz imam stvari toliko zorganizirane, da tudi imam napisano v svojem sistemu, kar čakam od drugih ljudi, da naredijo. Ne. In potem so se zdaj že kar malo navadili, da jih jaz spomnim, da rabijo to narediti, ne? In sem jaz nekak njihov reminder. Ne? In sem se začel ful spraševati zadnje cajte o tem, koliko to, da drugi ljudje sploh nimajo to nič zorganizirano. Sploh nič ne naredijo na tem, da bi oni si zorganizirali life, službo, karkoli. Vidim, da so zelo reaktivni, reagirajo na tisto, kar se zgodi, se jim stvari nagužvajo, imajo kar naenkrat, ne vem, ful sem gužvi, ne morem nič druga delati, ker pač ker nima zorganiziranih stvari, ne, in se mu naberejo. No, se tukaj v bistvu si ti notification man. Ja, na nek način, ja, žal. Ne, veš, kaj me kle zanima? A oni v bistvu podzavestno so se na to navadili, ali vejo, da imaš ti ta Getting Things Done sistem in reče, itak ima rok se zapisano in me bo spomnil. Ali misliš, da to bolj tako? To je bolj tako, podzavestno se pač zgodilo. Noben ni, zdaj bo pa on skrbel zame. Ne. Se tudi načeloma, se nimajo samo teh, kako bi rekel, zadolžitev, kar se mene tiče. Jaz pač sem za svoje jih spominjam. Sam zikar je pol en tak feeling, ko teži, ne. Ja. Ker pač, če smo se zmenili, da bo bilo nekaj narejeno, mislim, vsi imajo tudi druge, kako bi rekel, zadolžitve ali pa druge v lifeu imajo stvari narediti. Pač sam slučajno, kar se mene tiče, pač
sem jaz tisti, ki jih pol spomnim. In pol tako malo zatežen rataš, ne? In se mi zdi, da ljudje vidijo pol samo to plat organizacije dela, ne? Organizacije life. Sem to plat, kak ti težiš, kak si ti kak komplicira, kak skozi govori, treba to narediti, treba ono narediti. In pol imajo ljudje en tak predsodek, kot da je to ful nekaj zateženega, pa da ti v bistvu komplicira stvari, ne? Ja, sej, dejansko, zakaj ti misliš, ne, da, oziroma imaš ti tudi občutek, da si malo ljudi organizira, ne vem, službeno ali pa privat life? Zakaj si pri malo organizira? Če imaš občutek, da ni veliko ljudi, ki bi temu posvečali čas. Ja, definitivno, to se vidi, ne. To se vidi v tem, sicer tudi jaz uporabljam ta izraz, ne, da imam gužvo, ne, ampak se mi zdi, da ga uporabljam na en drug način kot drugi ljudje, ne. Ko rečejo, jaz imam ful gužvo, ne. Pa se mi zdi, da velikrat, ko ljudje rečejo, da imajo gužvo, gre samo za to, da so se jim stvari nabrale in zdaj, ker naenkrat morajo gasiti požare, ki jih niso za sprot reševali, ne. Se tukaj, ne, mene pri kakršnem koli načinu dela, ne, ali v službi, ali pri stvareh, privat projektih, ali pa ne vem, družinske zadeve, me zelo moti to, da dejansko, ker hočeš veliko stvari naenkrat narediti, oziroma si daš preveč neke visoke cilje, pa se pa ne zorganiziraš, pa dejansko ti ne delaš neke stvari, ki si se jih namenil vnaprej, kao planirano, ampak gasiš požare za nazaj, ne. To sem glih včeraj slišal v zvezi z Donaldom Trumpom, ne, je bila neka debata in je en tip je vprašal ostale v okrogli mizi, če so prebrali njegovo knjigo The Art of Deal ali nekaj takega je naslov. Pa so ostali rekli ne, pa on rekel, no se ne rabite nič, jaz nisem rabil nič dlje od prve strani, da sem zastopil tega človeka, ker že na prvi strani Trump pove, da on ne planira stvari, da on samo reagira, ne? In da to tudi zdaj v tej njegovi predsedniški tem mandatu tudi vidiš, ne? Kako v bistvu ves čas samo reagira. Se mi zdi, da to je problem večine ljudi, da ponovadi reagirajo na tisto, kar se zgodi, namesto da bi vnaprej premislili, pa bi kako stvari poenostavili. Kaj misliš ti, kaj je tisto, kar je ključno, da si zorganiziraš stvari? Kaj so nekako osnovne lastnosti tega, da imaš zorganiziran sistem, ali kako bi rekel? Ja, pač prvo moraš sploh ugotoviti, ne, da nisi zorganiziran in nekako sprejeti dejstvo, da če se bo zorganiziral, da ti bo to dejansko pomagalo, ne? Ne, da ti bo to več časa vzel, ampak da ti bo to pomagalo pri tvojem delu, pri komunikaciji z ljudmi in pri temu, da boš naredil manj napak kot sicer. To pa zdaj pač pomeni, ne? Za začetek lahko recimo vsak za teden recimo, ki prihaja, ne vem, v nedeljo ali pa kadarkoli kdo začne svoj teden, ne, whatever, pomisli, ne, kjere stvari moram jaz narediti, ne. Zdaj, če so to enkratne, pa si naredi nek seznam in na ta način bo pač dal to ven iz glave, ne. Ne boš čutil unega pritiska, ne. Jaz pač ponovadi, če ne dam stvari ven iz glave, ful čutim pritisk. Se to je zelo podobno temu tvojem GTD-ju, sem jaz nekako še ne sledim tej filozofiji, pa uporabljam pa veliko nekih elementov, ne. Vse načeloma so vsi te sistemi si zelo podobni. Ja. To je ena stvar, druga stvar je pa, če delaš neke ponavljajoče se stvari, ne, mogoče čisto na konkretnem primeru Aninem, ne, ko moreš recimo, kaj moram narediti za odpis enih izdelkov v fizični trgovini, ne, se pravi, ona prodaja izdelke v neki fizični trgovini in enkrat na mesec oni pošljajo nek seznam, pač tele izdelke smo prodali, ne, pa ker to zdaj jaz delam, ne, kaj moramo v bistvu narediti, da bo to uspešno, ne? Se pravi, prvo moram ustvariti naročilo v Shopifyju, potem ga fulfildam, ne? Potem moram ustvariti račun, moram ta račun poslati in pa so pa recimo še variacije, odvisno od kjera, ne? Moram narediti mogoče še e-račun ali pa ne vem, še nekaj, ne? In to ponavadi pri zadevah, ki se ponavljajo, jih itak pač konstantno updateš, ne? Ker se vsakič rečeš,
Kaj sem zadnjič že pozabil, mogoče bi bilo pa to fajn, da umestim na checklisto, oziroma da če si opazil, da neko napako ves čas delaš, ne, pač umestiš in se pač izogneš potem te napake. Hkrati pa se izogneš tudi temu, da boš pozabil, ne, stvari. Recimo, jaz sem zdaj izpostavil 2 zadeve, da se moraš zavedati, pa da moraš nekako to nekam spraviti na nek papir ali pa ne vem, v nek app, na nek seznam. Misliš, da sem kaj pozabil? Mislim, kje so še sestavine, ki bi kaj zraven pač spadale? Se pravi, da se zavedaš, pa da potem spraviš v nek sistem, ali je to na papirju ali na računalniku. Zatem rabiš še vestno slediti temu sistemu. To se mi zdi zelo pomembno, ker to dvoje, kar ti praviš, to vsi ljudje naredijo enkrat na 3 mesece, enkrat na pol leta ali pa enkrat na leto. Nekdo, tukaj imam stvari, moram si jih spraviti na papir in si jih spraviti na papir in pol jih kluka, ne? Ampak pol, ko je tistega seznama konc, ne? Ali pa ko je nekje na 2/3 že zaključen, nehajo delati po tem seznamu, ker itak so nove stvari, ki bi jih mogel na seznam napisati, ne? Ja. Ker ni en tak odnos je do teh stvari, kot da se bo to kdaj končalo. Se nikoli ne konča, dokler ne umreš, se ne konča. Tako. To, da imaš še nekaj za narediti, pa še nekaj, pa še nekaj. Razen če živiš, ne vem. Pa ne konča se, ne more se tudi, končati. če živiš na drevesu, ne? Ja. Moraš reči, ok, zdaj zjutraj... Najprej moram hrano odviti, Ja. ne, pa moram to, ono tretje. Ja, Pa bi se bilo fajn pariti. Ja. Ne, ko si razlagal, sem začel razmišljati o tem, kako sem jaz sploh prišel do tega, da sem začel organizirati stvari. Ker ljudje danes, ki mene poznajo, ne, si vsi mislijo, ta človek je frik na to, ne, ful je rad, ima sisteme pa tako, ampak nisem bil vedno tak. Jaz sem bil zelo nezorganiziran človek, ne, se ti spomniš? Ja, se spomnim, ja. Spomnim se, ampak mogoče bi že kar dodal neko svoje mnenje, kaj si mislim, ne, zakaj jaz to počnem. Pa verjetno tudi ti, ne? Ti si verjetno spoznal, da ful teže funkcioniraš, ne? Oziroma, da konstantno nekaj pozabljaš, ne? Ker v bistvu ti povedal, zakaj. Ja, mislim, razlog zakaj je zato, ker hočeš nekaj narediti, ne? In takoj, ko hočeš nekaj narediti, vidiš, da če hočeš to dobro narediti, ker smo mi oba taka malenkost perfekcionista, ne? Ja. Pa vidiš, da ne moreš dobro narediti brez, da imaš en načrt, da to narediš, ne? In to je ena taka snežna kepa, ki se spremeni v en plas, ne? Ko vidiš, tukaj moram zorganizirati, pa moraš še ta projekt zorganizirati in se to poje kopiči in ne gre drugače, kot da splaniraš. Sam, kar se ful uživo spomnim še iz časov, ko si ti že imel, recimo, malo tako bolj pošlihtan te stvari v glavi, jaz pa še ne, ko smo bila skupaj v teh pizdunih, ne, tem društvu, pa sem spol začel delati v mladinskem centru. Sem tam, tak zelo banalen primer, tam smo imeli eno infotočko, kjer smo vsi rabili oddelati določeno število ur na tisti infotočki, ki je služila tem, da je bil tudi fotokopirnica, bila pa podobne stvari, ne. Večino časa sem delal v klubu, pa organiziral koncerte pa te stvari, ampak mogel sem pa določen del časa posvetiti temu. Bila je pa ena punca, ki je bila tam zaposlena prav zato, da je vodila to infotočko. In jaz sem glih prišel takrat enkrat, ko je ona prišla in sem jo pozval, ki je pa ful zorganizirana oseba, in sem jo pozval, kako si je počasi sistematizirala stvari. In je recimo neke določene banalne zadeve, razumeš, kot je recimo vedno, ko daš fotokopirca noter stvari, če ti nekdo prinese knjigo, kako obrniti, ne, tisto knjigo. Je vedno isto vprašanje, se vsakič pojav, ne. In ona si naredila ene take slikce, da je vedno sam pogledala slikce, je točno vedela, kako mora obrniti in si je poenostavila en zelo tak brezvezen proces, ki je vedno ji vzel 20 sekund, je pa kar naenkrat vzel sem še 3 sekunde, ne. In to je ponaredila na vseh področjih, recimo imela tiste kuverte tako lepo zložene, da je vedno, ko je rabila ta prava kuverta, je takoj našla. Vse stvari na tak način naredila in tam sem enkrat prvič tako videl odbliz nekoga, ki si je tako zorganiziral zadeve, pa na banalni ravni, ne, fotokopirnice, ampak vse posod lahko to narediš, ne. In sem bolj isto začel, ko sem na drugem delovnem mestu delal, kjer sem bil pa precej obremenjen z tem, da sem stalno mogel nekako reagirati na to, kaj so drugi od mene rabili, ker sem bil sistemski administrator, prije nekdo do tebe, Rok, računalnik se mi je pokvaril, Rok, ono, tretje, četrto, ne. Sem pol s časoma
opažil neke vzorce. Ene stvari se stalno ponavljajo, ne? Tako si ti govoril, da je pač treba nekako si zorganizirati stvari, ne? Da recimo je vedno, jaz sem bil zadolžen, ne glih področje sistemskega administratorja, ampak bil sem zadolžen za to, da sem arhiviral fotke, ki so jih naredili na terenu, so s fotoaparatom šli na teren, ker so pač, to je bila projektantska arhitekturna firma in tako naprej, ne? In so hodili po terenu slikati ta gradbišča, da so imeli za projektno dokumentacijo, ne? In vedno je prišel pol nazaj s tistim fotoaparatom in sem jaz rabil na strežni gor arhivirati slike, da so bile backupirane in tako naprej, ne? In ponovadi so pol rabili te slike zapeč na neke CD-je, ne? Prinesel te slike, pa rekel, da mi zdaj to zapeč na CD, zato da bom imel za v projektno dokumentacijo, ne? In najprej to zgleda tako, da on mi je prinesel sliko, jaz sem jo shranil na disk in pol pa me je poklical, rekel, da je to je ta projekt, poišči tam pa tam informacijo, pol mi je en drug javil drug podatek, ker sem mogel na CD gor napisati vse, ne? Kodo projekta, ime projekta, katera faza projekta je bila in tako naprej. In sem pol s časoma, ker sem videl, da se ta isto opravilo, ki je res brezvezno, pa škoda, da zapravljam toliko cajta za to, sem sistematiziral, pa sem naredil en mail, kamor so mogli noter napisati vse podatke, kar se tičejo teh fotk. Tako da v bistvu, ko je on prinesel mi fotoaparat, mi je že pred tem poslal mail, ki je imel vedno isti obrazec, ki ga je mogel izpolniti, in sem jaz sam stisga ven skopiral v ta program za printanje na CD in sem imel stvar narejeno. In sem nekaj, kar mi prej vzelo recimo pol ure, sem skrajšal na 5 minut dela, ne? In sem pa lahko 25 minut nečemu drugemu posvetil, ne? Itak, ja, ne, pač jaz imam podoben problem tudi zdaj, ne, v službi, ko od mene pač želijo, da jim pomagam pri pošiljanju pač masovnih mailov, ne, za email marketing, in pol se ponovadi tako zgodi, da reče mi, joj, tukaj imam pa en tekst, ne, a bi midva zdaj to poslala, pa reče, aha, unem sem pa rekel, da ti bo fotko poslal, ti bo naredil, ne, naš dizajner, in dej ti to zberne, pa pol pošlji, ne. Jaz ne vem niti, komu naj pošljem, kdaj naj pošljem, ne, ponovadi mislim, ko pride nekdo do mene, da to zdaj ta trenutek, da treba, ne, in pol prvo rečem, lej, danes je petek, ura je 1, danes ne bomo nič pošiljali, ne, to prvo se dajmo zmeniti, ne, ponedeljkih pa petkih ne bomo pošiljali mailov, malo po teh statistikah, takrat doben ne gleda mailov, sploh pa ne po petek popoldne, ne. Itak, ja. Drugo je pa, prosim, ne mi tako fragmentirano pošiljati informacij, ker pa se pa še ponovadi tako zgodi, ne. Jo, pa smo zdaj tekst spremenili, dej iz unga odstavka vzam tisle ven, pa še tole zraven skombineri. Sorry, lej, jaz ne vem, kaj bi rad, ne. In kaj sem naredil? Naredil sem nek template v Google Spreadsheetih, ne. Sem rekel, lej, mi imamo v našem mailing sistemu, imamo template, ki je lahko sestavljen iz teh sekcij, te so obvezne, in jih ne moreš spreminjati, te so obvezne, pa si lahko zmišljuješ po svoje, te pa so neobvezne, pa so opcijske, če želiš na drug način imeti oblikovano. Ko se boš ti odločila, kaj bi rada sploh imela, tukaj noter dej so vsebino in hkrati mi pošlje še adremo, ne, oziroma če že imam jaz tiste maile, mi lepo reče, to gre pa za tale segment, če pa ne, mi pa v takem formatu, 3 stolpcih pošlje podatke v naslovnikih in that's it. In pol ti bom pa jaz povedal, kdaj bova midva to poslala, ne. In to je ta prvi korak sistematizacije, ne, ker kero je pač, takoj se pojavi vprašanje, zakaj ne bi oni tega sami delali. Lahko to delajo sami, ampak najprej moramo iti čez ne bo bilo reda, ne, če ni nekaj. Tako, ja, prvo dajmo prek mene, pa en ta sistem skupaj, da se folk navadi, pol bom pa rekel, evo, zdaj pa lahko podobno že sam narediš tukaj pa tukaj, s tem, da spet moram neke omejitve dati, da mi pol ne cele baze ne zbrkajo, ne. Tako. Na ta način, ne. In to recimo me zelo moti, ne, ker nisem za te stvari, ne, tudi pridejo, ne vem, dej prosim, to sva se v bistvu prej pogovarjala, ne, ljudje preveč jemljajo ene stvari za samoumevne, ne. In mislim, da prvo pravilo je, ne, ali pri organizaciji, ali pa nasplošno, je tudi moj splošen nasvet oziroma spoznanje, ne, pri odnosu med ljudmi, nobene stvari ne jemljte za samoumevne, ne. Ker to pač pomeni, da se ti na nekaj nanašaš oziroma da delaš neke račune brez krčmarja, bi rekel, ne. To pomeni, ne, če ti
si odgovoren za neko vsebino in hočeš postati na naši spletni strani in jaz pač to za tebe naredim, si ti odgovoren za vsebino. Ne se pol na mene zanašati, bom zdaj to na pol napisal, se bo pol ta zadnji v verigi bo pa vse popravil. Ne bo. V bistvu eno zelo zanimivo stvar sem opazil, ne? Ja. Prej si rekel, ne, pač v moji redni, normalni službi, ne vem, kako točno si se izrazil, ne, sem počel x stvar, ne, zdaj v moji netipični delam to pa to, ne, in pa jaz sem takoj pomislil, ne, da jaz sem pa zdaj v tej neki redni, normalni službi, pa sem bil prej v netipični, ne, si opazil to relacijo. Res je, zanimivo. Smo glih zamenjali situacije. Zamenjala sva, ne, se pravi ta neka, oziroma, kako se mu že reče, obratno so razmerja, ne? Ja. To je ena stvar, druga stvar pa, kaj bi lahko iz tega vam potegnil, da oba dva sva oziroma imava rada netipične stvari, ne? Ja, ne. To sem se tudi že sprašoval o tem, kako v bistvu smo oba dva, kljub temu, da se pogovarjamo, to bi rabili vsi početi, pa bla bla bla, sva netipična predstavnika populacije, se mi zdi, ker sva del tiste skupine ljudi, ki, ne vem, kako bi se izrazil, ki tvega. Je mogoče to pravi izraz? Tvega ali pa jaz bolj vidim, veš kaj, zdaj sem se spomnil, upornika, ne? Aha. To se vleče nama najmanj iz srednje šole naprej že, ne? Mogoče tudi kaj prej, ampak takrat veliko bolj izrazito. Sam pred sebi sem to tudi opazil, da jaz imam rad urejene, zorganizirane stvari, hkrati sem pa upornik, ne? Veš to, recimo, tak tipičen primer tega je to, kar sem jaz zdaj začel, a to sem ti razlagal že na podcastu, o teh avtu pa o najemu avtomobila. Zdaj ne vem, je bil to live podcast, ampak mislim, da so se pa že o teh stvarih malo razmišljal sem, kako v bistvu ne bi sploh več decembra mi poteče registracija, pa bi mogel spet registrirati avto, pa itak je klump, tako da bi rabil noga kupiti. In sem razmišljal, zakaj bi v bistvu nov avto kupil, če bi lahko, sem razmišljal, da bom zdaj z junijem začel beležiti, kolikrat dejansko avto porabim in si bom bolj skalkuliral, koliko bi se mi bolj splačal takrat, ko rabim avto, sploh zdaj, ker živim v Ljubljani, pa ga ne rabim vsak dan, ne? Da bi takrat samo avto najel za tiste dneve, ko ga rabim. Če bi se mi to mogoče bolj splačalo, kot plačevati za gume, plačevati za registracijo, za zavarovanje, nov avto kupiti in tako naprej. Plus, da lahko za različne priložnosti različne avte najemaš. Lahko enkrat luksuzen avto najameš, ko greš nekam tako fancy, drugi vzameš terenca, ki moraš, sicer res, da so cene kar drage, ne, za različne. Ampak za večino potreb, recimo, če bi šel iz Ljubljane domov v Posavje, ne, to ne rabim dober avto, ne. To rabim samo en avto, ki lahko grem z njim na avtocesto in to je to, ne. Zdaj več stvari je. Eno, jaz se strinjam, veliko lažje to narediš v nekem mestu, ne, ker imaš več opcij transportnih, ne. Hkrati pa lahko najameš avto, lahko pač taksi, greš v taksi, ne, ali pa imaš te sharing zadeve oziroma prevozijo ORG na ta način. Mislim, načeloma, ideja vprašanje, če je sploh dobra, ne. Vlada sploh ni dobra, sam hočem reči, da večina ljudi se takih idej sploh ne bi spomnil, ker sploh ne pomislijo, da obstaja še kaj druga kot tista klasična pot, po kateri ne bi vsi šli. Razumeš, kaj hočem reči? Ja. Pač vsi bi samo šli po tej klasični ustaljeni poti, ne bi sploh pomislili, da obstaja kaj druga, da obstaja mogoče opcija ne si lastiti avtomobila sploh, ne. Ja, zato ker, ne vem, jih je strah razmišljati o drugih zadevah, ne. To pa, ker vzgojeni smo tako. Vzgojeni smo in to je glih, kot se reče, ne. Problem je ta neka kolektivna zavest, ne. Ker če ne narediš tako, kot je, ali v bistvu to je zdaj ful ironično, ne? Ja. Če ne narediš, koliko je po pravilih, ne? Mi da skozi govorila, kako bi mogel neki po pravilih se zorganizirati, ampak sen se mi zdi, da je to druga tema. To je druga, ja. Če ne narediš neki tako, kot so si do zdaj delali, kakor se spodobi, pač ni okej, ne? Mislim, da ljudje zelo težko razmišljajo izven teh okvirjev, ne? Mogoče tudi mi dva v končni fazi, ne? Ker imamo različne okvirje ljudje. Ja. Ampak, ta kolektivna zavest, ne, treba narediti tako, kot se spodobi, ne, kot delajo vsi, je pa zelo močna, ne. Ja, pa pri sebi pa opažaš kaj, da odstopaš od tega. Zavestno, zanalašč? Ali? Ja, zavestno, ker
nočem delati tako, kot vsi pravijo, da bi se bilo fajn, da se dela. Ne? Ampak samo zato, da si kontra, ali zato, ker vidiš, da so druge poti boljše? Zaradi dveh razlogov. Zato, ker sem rad upornik, že od najmanj srednje šole, kot sem prej rekel. Drugo pa zato, ker rad raziskujem nove opcije. Zaradi tega, ne? Ker čeprav imam rad splaniran en teden naprej, oziroma ne tukaj splaniran kot sistem, da imam za ene stvari, imam rad nesplaniran life. Ne vem, kako se to zdaj sliši, ne? Tako čuden, ampak nočem razmišljati o življenju za 5 let naprej, za 3 leta, mogoče tudi ne za 1 leto. Imam neko vizijo, kaj bi rad tako splošno počel, ampak ne pa zdaj konkretno, čez 1 leto bom pa tam, ne? Tudi z vidika stanovanja, ne? Zelo naši starši, ali pa tako mentaliteta naših staršev je bila, ustvariš si družino, pa kravca, pa štalca, pa in tako naprej, ne? In pol si ti enkrat ustvariš, ne vem, kupiš stanovanje ali pa bajto, ne? In pol boš tam, poženeš korenine. Jaz nočem pognati korenin. Jaz hočem pač se seliti. Zato tudi nočem, če bi imel, zdaj itak nimam keša tukaj, da bi kupil stanovanje ali pa zgradil bajto, ampak tudi nočem, pa upam, da tudi pol, ko bom imel dovolj sredstev, da tega ne bom si želel, ker potem te to nekam priveže, ne? In pol se z različnimi ljudmi sem se že na to temo pogovarjal, rečejo, pa ne, pa ti zdaj kupiš, ne? Pa se lahko pol oddajaš. Ne, ni res. Fuck it, ne boš, ne? Ker če sem si jaz zdajle uredil stanovanje ali pa ne vem, tako ko meni paše, ne bom hotel čez 1 leto iti nekam drugam. Ja, se strinjam s tabo, ne strinjam se sicer glede tega planiranja, ne? Tukaj jaz ne vidim čistko teh stvari, ne? Jaz recimo sem pa glih zdaj začel dosti razmišljati o tej srednje in dolgoročni viziji in si začenjam nekako postavljati neke načrte za naprej. Tako da imam recimo načrte, kaj bi rad letos dosegel, kaj bi rad naslednje leto dosegel, kaj bi rad čez 5 let dosegel. Ja, v bistvu se pa kle s tabo strinjam. Fora je v tem, da jaz imam tudi takšne cilje. Ampak zdaj, kar se bo zgodilo čez 2 leti, nočem zdaj začeti planirati. Ja, ampak moraš začeti zdaj planirati. Sam ne planiraš po standardni poti, ali kako bi rekel. Moj cilj ni ostati ves čas, to se strinjam s tabo. Treba iti naokoli po svetu, treba kaj videti, kaj ti svet sploh lahko nudi, ne? Živeti, jaz bi ful rad nekoč živel v enem od teh velemest, ne, to se mi zdi. Jaz tudi identično. Ja. Ne, mogoče pa tako, ok, tudi dolgoročno planiram. Ne rečem, ok, zdaj, če bom hotel, ne vem, čez 1 leto to pa to, moram, ne vem, ta pa ta korak narediti. Sem to ni tukaj striktno, oziroma imaš kle več, bolj ohlapno planiranje, kot to, kar bom naredil naslednji teden. Ja, zato mogoče jaz vidim, da to ni planiranje, ne vem. Zdaj sem se samo svojo zanko zapletel. Ja, mislim, planiranje sem je na drugi ravni, po moje. No? Tako, ja. Ti po moje imaš bolj odpor do tega, do te klasične poti, ne? Najprej gremo v osnovno šolo, po osnovni šoli gremo v srednjo šolo, po srednji šoli na faks, po faksu najdemo eno fino službo. Vmes kako bejbo, otroki, hiša. Čeprav glih to sem naredil, ne? Si naredil, okay, bajte nimam, ja. Ampak to sem naredil, zdaj ali to res ta vpliv, ali če jaz rečem, ne, to sem si želel, da to v bistvu sam se plažem, nimam pojma, ampak če pogledam za nazaj, bi zdaj veliko raje, kot da se šel na faks, bi šel, ne vem, v neko podjetništvo, oziroma tako, ala vajeniški sistem, ne? Da bi šel, ajde, zdaj grem pa tam za nekaj pomagati, pa sem nekaj naučil, ne? Veliko rajš, sploh z vidika podjetništva, veliko rajš bi se prej vrgel v to, kot da se šel delati faks, ne? Ja, jaz sem recimo dosti hiter izstopil z te klasične poti, ne? Že v srednji šoli, ne, sem ponavljal en letnik, ne? Že to mi je pokazal, da to se prav spomnim te izkušnje, ker sem ponavljal letnik, vsi iz moje generacije so šli v 4. letnik, jaz sem ostal v 3. in sem videl, da to ni bilo konc sveta, kako bi rekel. Ja. Razumeš? Ni bilo konc sveta, sicer bilo je katastrofa, da sem ponavljal letnik, bi komod ga lahko naredil, pa je bila samo moja lenoba tista, ki me je
to preprečila, ampak mislim, da sem že takrat začel razumevati to, da se v bistvu ta pot, ki nam je kao predpisana, je pač kar ena pot, po kateri pač vsi grejo, ampak komod bi lahko ne šel po njej. Ne? Ker recimo jaz se spomnim, da sem se s tem dost soočil tudi kasneje. Jaz sem recimo po srednji šoli sem šel sicer na faks, sem se vpisal, pa sem ustrajal manj kot 1 leto na faksu in sem to opustil in sem šel nazaj domov pa začel delati. Ne? In sem se kar precej let pol nekako iskal, kako bi rekel, pod narekovanji. Ne? In na eni točki, ko sem se kao našel, ko sem nekako začutil, jaz bi rad v bistvu izpopolnjeval se v pisanju, rad bi to počel v življenju, je bila najtežji korak na tej poti je bil to povedati svetu, to povedati tej naši zabačeni Sloveniji, kjer obstaja tako močno prepričanje, da od tega se ne da živeti. To je butasta pot. Zakaj bi sploh šel nekaj takega, ko se samo samega sebe obsodiš na poraz in na propad. Ne? In sem recimo že od nekje marca 2011 dalje že vedel, da bi to rad počel, pa sem 4 mesece premleval to, pa zbiral pogum, da se dejansko res to odločim, da se prav spomnim na eni fešti polet, sem prav rekel si, Rok, zdaj pa moraš reči nekom to, ker ko boš rekel, bo postalo dejstvo. In sem parim ljudem povedal, do takrat sem že se vpisal na maturo, ker sem hotel izboljšati ocene, sem že začel študirati določene stvari, ker sem imel v planu z jesenjo se že prijaviti za študij v tujini čez 1 leto. Ne? In vem, da je bil to en tak težek korak, to narediti, to samem sebi pa celem svetu reči, da ni neumna ta pot, ampak da jaz mislim, da je prava. Razumeš, kaj hočem reči? Ja, čisto štekam, se glih to je problem, ne? Eno je, da si želimo nekako gajati, ne? Mogoče si več ljudi, ne, tako vidi, ne, stvari kot mi dva. Sam moti me pa recimo to, da navzven predstavljajo se tako, v bistvu vse, kar počnejo, čeprav je v bistvu izven smeri, hočejo predstaviti, kot da je v tej smeri, pa bi to malo naredil, pa to, pa uno, pa tretje, ne. In dejansko, jaz ko to vidim, to ni v tem ustaljenem vzorcu, ne. Recimo ta oseba, ne, poskuša veliko različnih stvari narediti in mene hoče prepričati, ne, se veš, to pa dejansko, to pa delam zato, ker zaradi tega razloga, pa iz drugega, pa tretjega, ne, in to je dejansko v tej neki splošni smeri, ne, tej zavesti, ne. Ampak dejansko jaz vidim, da ni, ne, ampak potem jaz ne vidim, da je napačno, da to poskuša, ne, oziroma da hoče ta oseba skreniti z neke poti na pot, ki se njej zdi okej. Ampak moti me pa to, da me želi prepričati, da to ni to, ne. Da je to upravičljivo znotraj okvirjev. Ampak čeprav ni pa bi bilo boljš, da se reče na glas. Lej, jaz pa delam to pa to in to ni znotraj okvira in to ni moj plan. In me boli kurac, če ni znotraj okvira, ker to je meni pomembno. Tako, ja. Ja, ker to so tisti ljudje, ki pol naredijo nekaj več, ne. Ker so rekli, jebite se okviri, ne, jaz bom nekaj svojega naredil, ne. Pač priznaj sam sebi, ne, problem je, da sam sebi si ne upaš priznati, ne. Ker jaz sem pa ta podoben problem, mogoče ga imam ves čas, oziroma sploh za časa šolanja, ne. Na faksu, šel sem na elektrofaks, diplomiral sem, delal sem celo 3 leta na elektrofaksu, ampak pa sem ves čas pol tako razmišljal, no zdaj pa sem pa imel pač, sem podjetništvo šel, ne, hkrati pa zdaj pa sem, ne vem, digital marketing manager, ne. Čist na prvo žogo ni povezano, ne, z elektrofaksom, lahko bi iz neke romantike videl, to je pa zaradi tega, pa tega se zgodilo, ampak sploh, ko sem delal na faksu, sem tako razmišljal, pa sem rekel, Ani, pa jaz nisem elektroinženir, ne. Nikoli v lifeu nisem bil elektroinženir. Kaj sem jaz cel life delal? Nastopil sem na takšen drugačen način, pisal sem pesmi, nekako sem probal organizirati neke prireditve pa to, ne. Jaz nisem elektroinženir, ne. In kako naj zdaj to sam sebi priznam, ne,
po 5 letih faksa, pa 3 letih, ko sem delal na faksu, da jaz to nisem, ne, in da mogoče bi kaj drugega boljš bilo za mene, da delam. Hkrati sem imel še štipendijo iz nuklearke in kao inženir, biti inženir je nek tak ful bolj spoštovan poklic, ne. Zdaj pa moram jaz reči, jaz nisem v bistvu inženir, ne. Kak prvo sam sebi to priznam in kak to pač rečem pač okolici, staršem, ženi in tako naprej, ne. Se dejansko je potem, najlažje, ko sam sebi priznaš, ne? To si verjetno tudi ti ugotovil, ne? Ampak kako to narediš, ne? Pač kolektivna zavest, ne? Ni to, ne? Jaz sem hodil v šolo, pa vse zato, da bom elektroinženir, ne? Zdaj pa ker sem, glih to, mislim, da se ljudje ne dopuščamo, da se stvari spreminjajo skozi leta, ne? Zdaj bi rad to počel, čez 3 leta bi rad nekaj drugega, iz tega vidika sem jaz prej govoril, ne? Nočem preveč planirati, oziroma, ok, imam nek plan, fajn je imeti plan oziroma dolgoročno vizijo, hkrati si pa dopuščati spremembe smeri, ne? Ker to, kar si zdaj želim, ni nujno, da bo isto, kar si čez 3 leta, ne? Seveda, dober plan je itak tak, ki ga lahko prilagodiš, ne? Ali pa čist ovržeš, če neha držati zate, ne? Mam je noga zaspala. Recimo, to večkrat tudi, ko se ukvarjamo s tem projektnim delom, pa to večkrat tudi rečem ostalim, ne, da fajn je plan imeti, ne, zato da pač greš neko smer, pa da veš približno, kaj bi rad dosegel, ampak fajn se je tudi zavedati, da plan bo vedno se podaril. Da to je narava načrta. Narava načrta je, da se podre in da se moraš odzivati na te spremembe. Sam, če pa nimaš načrta že v osnovi, si pa vse manj efektivno delo. Ne? Kar se pa tiče tega življenja po neki ustaljeni poti, pa tako naprej, ne vem, jaz recimo tudi to, da sem šel tisto 1 leto na faks, tudi to, da sem ponavljal tisto 1 letnik, tudi to, da sem pol vrsto let delal na različnih delovnih mestih, to je vse jemljen kot šolo za to, kar sem danes. In se mi zdi, da ti tudi, recimo, to, da si bil na elektrotehnički, mislim, da si pač diplomiral kot inženir, da ti je vse en ful velik stvari dal, ne? Itak, ja. Ne, se na koncu pol tudi vsak reče, ne. Mislim, ja, se strinjam, ne, da v bistvu vsaka stvar v življenju te zgradi, ne. Ampak hočem povedati, da ne pomeni nujno, ne, če si diplomiral na enem faksu, da zdaj moraš pa to cel life delati, ne. To sem ful dobro slišal v zadnji epizodi podcasta Za kulisje, ne. Da dejansko, glih to si moramo, ne, da če smo se mi za nekaj izšolali, ne pomeni, da moramo to cel life početi, ne. Ja, kot da si dolžen nekom to. Ja, ampak saj jaz osebno sem se pač čutil dolžnega to svojim staršem, ne, ker oni so te gor spravili, oni so vlagali v tebe, ok, do srednje šole brez usmeritve, ampak ko si šel pa na faks, so ti plačali, šel si na točno določen faks, so ti za to plačevali sobo, življenje in vse, ne. In pa se nekako čutiš dolžnega, ne. Ja, so vseeno to ljudje iz ene druge generacije, ki ti predavajo modrosti, ki so veljale za njihovo generacijo, ne. Vedno je tako. Ja. Vsi ti govorijo tisto, kar je tisti generaciji držali in redko kdaj to drži za tvojo generacijo, ne. Recimo to, ja, treba diplomirati, pa potem dobiš dobro službo, to danes ne drži več. Ne, čist kontra, ne. Pa v bistvu, kaj sem hotel prej povedati, ne. Ja, moraš imeti plan, pa si dopuščati možnost, da ga boš lahko spremenil, ampak na neki točki, ne, zelo je pa pomembno, da to zavestno narediš. Ok, lada si ti, mislim, če nimaš plana oziroma nekega cilja, ne moreš iti v tisti smeri. Zato, ja, jaz sem zelo ciljno smeren človek in ja, moraš imeti cilj, da greš lahko sploh proti njemu. Ampak, če ti na neki točki ugotoviš, tudi na 90%, ko si že neko stvar opravil, zdaj sem pa ugotovil, da to ni bila prava smer, oziroma da zdaj bi bilo pa boljše, da grem čist kontrasmer, ne? 180 stopinj se obrnem, recimo. Ampak, če to jaz zavestno naredim, pa vem pa sam pri sebi, zakaj so te razlogi, pol nared, ne? Pol to nared, ne pol zdaj še par korakov še proti starem cilju hoditi, pa malo proti drugem, pa v bistvu en korak naprej, en korak nazaj, ne? In da to delaš. To ni kul. Če si v neki prepričan, pa ok, nared to rigorozno, odseki, pa obrn, ne? Ne pa neki na pol, ne? Kako se ti, recimo, ukvarjaš s tem vprašanjem, kar se tiče tvojih otrok? Vsi, ne, verjetno so naši starši isto, ja, nočem isto postati kot moji stari, ne.
In jaz isto tako razmišljam. In zdaj, jaz ne smem, tudi dostikrat se zgodi, da starši nekako svoje frustracije zdravijo čez otroka, oziroma svoje cilje hočejo, ki jih niso v mladosti dosegli, pač čez otroka. Bolj se vprašati, prepoznati neke želje pa talente od otroka, pa ga probati usmeriti v tisti, pač itak otroka moraš usmeriti, oziroma ga ne usmeriti, spodbuditi, Če vidiš, ne vem, moje tamali se ful kaže, ful rada pleše. Ok, cool, a bi rada šla ti na ples, ne? Ja, bi rada šla, cool. In tudi, ko je prvič šla, je ful pol z odporom, ne veš, strah, pa ful veliko folka. In je bila edina, ko je šla ven, se ful jokala, je šla ven, In pa sem jaz rekel, ok, zdaj, kaj bom zdaj naredil, Vem, da si želi, ampak ne moreš še pa prisiliti, Sem sam rekel, le Zala, ni problema, Niti treba iti noter, lahko gremo zdaj domov. In je to, In če pa hočeš, pa se zdaj odloči, ali hočeš iti noter ali ne, če ne gremo pa pač domov, doben te ne sili, In je šla noter, In jaz vidim, da ima ona nek talent, oziroma bolj veselje, trenutno do tega, Zdaj pa to treba spodbujati. Zdaj pa, če gledamo pa širše, ko smo se prej pogovarjali, da oba dva bi se rada v tujino preselila, Jaz mislim, da in otroci in mi dva, bova imela v tujini večjo možnost razvijati svoje želje ali pa talente, ki jih mogoče še ne poznamo, kot tukaj v Sloveniji, zato ker je tam več ljudi, hkrati pa zato, ker je tam tudi več stvari, ki jih zdaj sploh ne veš za njih. In jaz to bi rad svojim otrokom, jaz bi jim rad dal samo neko priložnost, da on v bistvu ugotovi, mene pa to zdaj veseli. Sam jaz, če ne vem, da obstaja balet, če Zala ne ve, da obstaja balet, jo tudi ne more veseliti. To je res, ja. Ampak kaj bi se zgodilo, če bi Zala takrat, ko si jo vprašal, te rekla, ne, gremo domov? Pa bi rekel, mogoče bi dal naslednjič, ko bi rekla, ja, pa bi res rada šla še eno priložnost. In ok, pa bi pa rekel, če te je strah, bomo probali čez 1 let, moraš očitno dozoreti. Je pa kontra, kar se pa tudi zgodil, Ja, ful bi rada hodila na plesne, plesne so vsak ponedeljek. Ok, hod. Zdaj, če si se odločila, hod, In pol, ko reče, ne vem, ja, danes pa ne bi šla, ker se ne morem popoldne igrati, Zato, ker dejansko gre direktno iz vrtca in pol te plesne so popoldne, oziroma pride domov ob 6, In pol pa treba že počasi spati, In zdaj je razlog samo zato, ker se ti zdan ne more malo igrati popoldne, Ja ne, zdaj ti si se odločila za to aktivnost, zdaj bo tukaj ustrajna, In pač tukaj pol poskrbim, Ok, zdaj pa to moja naloga kot starš, Itak sem jaz bolj lahko ustrajen kot ti, ker se še razvijaš od odraslega človeka, z neko osebnostjo. Je tukaj, Je pa spet pol moja naloga, da ne smem pa zdaj to terati do naslednjih 15 let, Spet itak je neka točka, ko spet nekje lahko pride, ona reče, veš, meni pa to sploh ni več cool, jaz bi pa rada čist nekaj drugega v lifeu delala. In takrat, ko ona da neke tehne razloge, pol rečeš, ok, če ti to ni, pa deli nekaj drugega, na ta način, Pač jaz pa moram zdaj, ko si ti vprašal, moram poskrbeti, da bo ona zdaj to redno hodila, Moram pravočasno iti iz službe, oziroma moram se zmeniti doma z nekom, da jo bo pač pelal, To je pa zdaj moja naloga, Ja, ampak tukaj se spomnim, ker je moja sestra, ki je bila tako mulčše, je tudi hodila na citre, In je pol po ene, pa ni doma nič vadila in tako naprej, in po ene pol leta je tudi čist minil. Zagrablje je zaradi tega, ker so ene njene sošolke hodile na to, in minilo je zaradi tega, ker se ji ni dalo to delati. Ampak vem pa, da doma je ni noben spodbujal k vaji, konkretno. Noben se ni ukvarjal s tem, koliko velike vadla, Razumeš? Ja. In pol, če nimaš ti doma tega mentorstva, da pač otrok vadi, tudi komu se ne dopade, mu pol tudi se ne dopade, ker neč ne zna zaigrati, In pol tudi tistega feedbacka ne dobiš nazaj, se zdaj mi pa že malo gre, In se težko naučiš tega pol, da rabiš ful se pomatati, da pol nekaj dobrega nastane. No, se jaz recimo se glede Zale pa Lili, bolj zdaj Zale, s temi vprašanji tako dnevno ali pa tedensko skoraj srečujem, Ona ful rada, ne vem, barva ali pa slika, jaz pa nočem, da smetim, po stanovanju, ali pa s plastelinom, Ne mi zdaj umazati, glih, ali sem jaz posesala, ali Anja posesala, dej prosim, ampak glih na ta način probam razmisliti, ker na ta način glih lahko ubiješ veselje in talent, oziroma ne talent, sej tak talent moraš razviti, ampak to veselje,
kje je zdaj, ne? Kdaj jo moram spodobiti, oziroma kdaj moram jaz iti spet iz svojega comfort zona ven, ne? Ok, dejmo, ne? Ali pa nazadnje je bilo tako scena, da je full hotla laufati po stadionu, ne? Smo bili tam, prvo so se igrali otroci na igralih, pa je začela laufati, ne? Šla en krog, drugi krog, ne? Pa sem videl, ok, ne? Pa sem šel pa z njo laufati, ne? Zato, da sem ji pokazal, ne? Lej, spodbujam te, ne? Ja, razumem. In to so take ful banalni primeri, ampak mislim, da glih kaj lahko starši največjo napako naredimo, da ubijemo neko veselje do česarkoli že pač otroku, glih zato, ker se pač nam takrat ne da, ali pa večkrat se nam ne da, sej v bistvu otrok ne pokaže samo enkrat nekaj, ne? In če ti prepoznaš spet nek vzorec, retrospektiva, aha, ne? Kak bi pa jaz lahko to spodbudil, ne? Ti ne, a bi lahko ti naredil eno svojih čudovitih tranzicij? Jaz bi bil zelo vesel. Govoriva o prehodu? Ja. Prehodu. Ja, prehod. Segway. Ves čas se pogovarjava, ne, o tem, kako treba nekaj splanirati, pa v služba, ne. Ja. Jaz pa mislim, da si treba tudi kaj prostega časa. Bravo, odličen prehod na debato o prostem času. A ja, to imamo zdaj? Ja, to je zdaj na programu. Prostega časa. Prostega časa, ne? Ga imaš sploh kaj? Ja, veš kaj, zadnje čase zelo malo. Zdaj smo imeli to premiero, ne, tega Feniksa, in do premiere je bilo res tako na gosto, ne. In je v zadnjem mesecu pred premiero sem že prav čutil, da že kar težko diham, ne. In sem pol, si rekel, Rok, pa ti si čisto pozabil si Frej dneve dati, ne. In sem si pol odredil v torek, po vikendu, ko za vikend smo imeli vedno neke intenzivne vaje, v ponedeljek je bilo treba še kaj porihtati, v torek si vzem Frej dan, ne. In sem tako imel, kar prav v koledarju napisano, ta dan ne delaš, ne. In sem prav tako planiral, da sem si stvari na kak drug dan dal. In to je laufal do premiere, ne. Po premieri sem pa nekako dobil občutek, aha, zdaj so se pa stvari sprostile, ne. Ampak niso se res, ker zdaj se pripravljamo na naslednji nastop, ki je smo se uvrstili na regijski nivo dalje in bi zdaj radi prišli na državni nivo, ne. Govoriš o Linhartu, ne? Tako. In se treba pripraviti na to, plus da nam je ena od igralk se poškodovala nogo in zdaj urmo dupleto za to vlogo in je to kar precej naporno. In ker sem v feelingu, da sem premiero dal mim in da sem zdaj ker ponovadi si, ne, po premieri si malo bolj sproščenem delu leta, ne, sem pa kar pozabil na te Frej dneve, ne. Sem mislil, da bo dovolj tako, da se bojo pač sami od sebe pojavili Frej dnevi, ampak se ne, ne. In sem zdaj že 3 tedne bil kar skos v pogonu in sem par dni nazaj, sem imel že prav tako spet, prav težko sem dihal, kar skos je nekaj, ne morem sploh si vzeti nobenega cajta in se pa pogrunto, jaz rabim Frej čas, ne. In sem si pol odredil, včeraj sem imel en dan, ker sem ga celega imel samo zato, da nisem nič delal. Nisem od jutra do večera imel nobene naloge. No, nisi nič delal, kaj pa si počel? Malo sem bral, malo sem bil zunaj v naravi. Tisto, kar pa najbolj počnem takrat, je pa, da igram igre, ne? Oziroma specifično igram ponovadi Minecraft. Ne? Igrce, hočeš reči. Igre. To ni isto. Pa po moje kdo uporablja izraz igre? Ko rečeš igre, kaj se grete? The Hunger Games. To je razločitev, ki so jo v Jokerju izpostavili. Pač igrce so te bolj enostavne igre, igre so pa te igre, ki so kompleksnejše narave. Ne? Ampak ok, to zdaj je itak bolj za jebanci. Ja, itak da je. Ampak tudi, ko se s folkom pogovarjam, pa včasih jaz hočem ta termin, ne? Igre, ne? Kak je igre? Ker igrce je tako žaljiv pojem za neki, kar je zdaj že tako kompleksnega, da ima, recimo, če kako sodobno igro odigraš do konca, ko imaš na koncu pa tiste kredice, tako kot v filmu, ne, so kredici toliko dolgi ali pa še daljši kot pri filmu, ker imaš to res ekipe po 100, 200, 1000 različnih ljudi, ki je delalo v različnih segmentih te igre, da je na koncu nastala. To ni več nekaj, kar je nekdo doma za ta velike igre, ni to nekaj, kar je nekdo doma v garaži naredil v Frejcajtu, ne. Ja, imaš pa na drugi strani indie igre, ne, ki so pravno to, da nekdo doma v Frejcajtu. Ne, pa sej se strinjam, sem pač lažje, jaz takoj vem, ne, za kaj gre, ne, če rečeš igrce, ne, računalniške, ne, ampak dober. S tem, da tudi niso samo računalniške, ne, ker jih imaš na konzolah, ne. Ok,
No in katere so te igre? The Hunger Games. Ne, ključna, glavna, ki jo igram, je Minecraft. Pač to igram zdaj že od jeseni 2012. Že igram to igro. To je zdaj kaj? 5 let. Že 5 let, ja. Veš, v prejšnji epizodi Ja. sem jaz poimenoval eno generacijo, oziroma ta izraz je zelo. Ja, milenici. Milenici, ne? Predtem je bilo Generacija X ali Y. Y, meni se zdi, ne? No, A ni to isto, milenici pa Y. veš, a X je prej. X je pred Y. Ampak mislim na milenici pa Y, da to To je je eno isto. in isto. Mi da nismo več generacija X, mi da smo začetek milenice. Tako, ja. Ne. No in veš, kera je pa, sem pa zdaj našel termin, kera je pa naslednja? Katera? Minecraft generacija. A ja, res? To je v knjigi The Fourth Transformation. Omenja in sicer mislim, da jih še na en drug način poimenuje, ampak reče, ne, to so v bistvu Minecrafterji. Kao, da je to ful bolj primeren izraz, oziroma tem avtorju se ful bolj zdi. Kaj kot ustvarjalci? Kot ustvarjalci, oziroma da živijo v nekem navideznem svetu že. Aha. Bolj na ta način. Ker je v bistvu knjiga The Fourth Transformation in govori o virtualni resničnosti pa tako. Fourth, kot četrta. Ja, Aha. četrta digitalna transformacija. Aha. Kaj so pa prejšnje? Ja, prva je v bistvu tekst, Aha. se pravi, da smo lahko računalnike začeli komunicirati z njimi tekstovno in tukaj dejansko je ta od IBM-a DOS takrat prišel, to je leta 1970. Pol druga je GUI, je Apple, ne, ko je dal ven. GUI, grafični vmesnik. Tako, Graphical User Interface, je leta 84, ko je dal Apple ven Macintosha. Pa pol Microsoft skopiral pa Windows je naredil. Tako, ja. Pol tretja je Touch, ne? Se pravi, najprej smo lahko tekstovno komunicirali z računalniki, potem drag and drop smo vlekli v miško, pa smo lažje v bistvu s prstom, ne? In tukaj je spet Apple, ne? Ko je dal iPhone ven 2007. In četrta se pa zdaj dogaja, pa virtualna resničnost. Se pravi, immersion, da si... Tako, in tudi to o tem pove. Aha. Koliko ti veš o Minecraftu? Vedno več, kadar se s tabo družim. Sam nekaj ne raziskujem, pa tako, recimo, ko iz kakšne knjige ven slišim. To je pa to. Recimo, če bi se tvoja Zala začela, če bi začela Minecraft igrati, kako bi se na to odzval? Mislim, da pozitivno, glede na to, kako si mi ti predstavil Minecraft, pa koliko pač trenutno v njem vem. Se pravi, spodbuja neko kreativnost. Ja, ampak fajn je, da tudi ti veš nekaj, če bi recimo Zala začela to igrati, da tudi ti malo poznaš to igro, ker je tako, ne, je lahko ful kreativna, lahko je pa tudi ful zasvojljiva, ne. Ma tudi svoje nevarnosti, ne, ta igra. Zato je tu k mulcu tudi igra, ker je tako narejena, da te pač te potegne not, ne. Res pa je, da za razliko od drugih takih iger, ki te potegne noter, te ta ful uči ene kreativnosti, enega odpiranja nekih spektrov, da si inovativen, pa enih čist uporabnih znanj noter pridobiš, ki so uporabna tudi v resničnem svetu, kot je recimo programiranje, vezja električna in podobne stvari, vse v Minecraftu. Prav, vezja ali pač samo neka bulova logika. Ne, prav vezje lahko narediš. Najprej bulova, to misliš to, ta if, and, pa to. Ja, najprej to, pa lahko iz tega delaš prav logične komponente. Delaš, recimo, ena najbolj odfukanih stvari, ki jih je nekdo v Minecraftu naredil, je, da je prek Minecrafta, v Minecraftu je naredil en telefon, velik, tako, če en blok, ne, v Minecraftu ena kocka je kao meter krat meter, ne, kao, je pol ta telefon bil velik, ne vem, 40 metrov krat 20, ne, kako bi rekel. In na tem zaslonu gor je on projiciral sebe, ko je s Skypeom se pogovarjal z nekom prek svojega telefona, prek Skypa komuniciral z nekom drugim. Tako da je v Minecraftu noter njegova slika bila v živo projicirana na zaslonu v Minecraftu. Razumeš? Pač tuk kvalitete pikslov, kot ima pač Minecraft. To se da pač v Minecraftu narediti. Programirati, da ti v bistvu
prenaša sliko na tak način. Lahko narediš noter kalkulatorje, lahko noter musko delaš, vsega je svašta. V glavnem, ampak jaz ne igram na tak način, jaz igram bolj zaradi tega, da se izklopim in pol igram Minecraft, pa zraven poslušam podcaste. In na tak način, ker imam toliko teh stvari, ki jih počnem tako intenzivno, skozi moram biti aktivno vpet v to, pa razmišljati, pa ustvarjati, pa tako naprej, me pol je to en tak zone out, tako kot če bi gledal serije ali pa televizijo, jaz pač igram Minecraft, zato da vseeno pač razvijam tudi to neko domišljijsko mišico, ne, kako bi rekel, ampak hkrati si polnim možgane z nekimi novimi informacijami, ki jih lahko kasneje uporabim, ampak sem vseeno v malo bolj pasivnem načinu, pač se spočijem na tak način. No, no recimo včeraj si rekel, da sem imel en tak dan za prosti čas. Kako izgleda tvoj idealni dan za sprostitev in ali je to včeraj bil? Idealni dan za sprostitev je tak, kjer me noben ne zmot, se ne rabim ukvarjati z drugimi ljudmi, ker se vedno rabim ukvarjati z drugimi ljudmi, to je nekako narava mojega dela, da ves čas se ukvarjam s tem, kaj drugi rabijo od mene, kar si ne bi želel, ker to ni nekaj, kar pisatelji počnemo, ne? Žal moram vse druga početi, sam pišem, ne. Tako da idealen dan je tak, kjer me noben ne rabi, ali pa naredim tako, da me noben ne more dobiti, ne? In da v tem dnevu da ga lahko preživim tako, kot si želim, da nima nobenih drugih ovir. To ne pomeni nujno, da bi Minecraft igral. Lahko bi bilo tudi to, da grem v hrib, recimo, da grem na pohod ali pa nekaj. To je tudi dober, prosti čas, ne, preživeti. Sem, da pač ni teh obveznosti do drugih ljudi, pa nekih teh nalog, ki jih moram početi. No. Pa si splaniraš prosti čas? To je problem, ja. Za druge stvari imam full plan, za prosti dan pa nimam plana. In zdaj si malo tako razmišljam o tem, ampak nimam še narejeno, da bi imel tudi za frej dan, se ne da bi imel plan, kako bo izgledal frej dan, ampak da bi imel recimo na dneve, ko sem ful preobremenjen, da bi takrat, ko bi rad zdaj to počel, pa bi si to nekam zapisal, ne? Da bi bolj takrat, ko pa imam frej dan, pogledal ti seznam, pa rekel, grem dan s to početi, ne? Ker čas se ti pol zgodi, imaš frej dan, pa pol dneva fukneš stran, sem za tega, ker nisi nič konkretnega imel splaniran, da boš počel, ne? Grem pa kdaj, recimo se zmenimo z Jasmino, vem recimo 2 tedna naprej, takrat bom imel frej, pa gremo takrat na hrib, ne. Sam to pa pol si splaniraš, ja, že kak dan, 2 prej narediš načrt. Ne, ker jaz recimo, kaj sem zdaj nazadnje naredil za prvomajske počitnice, to je bilo, mislim, da od četrtka do torka, ne, sem pa rekel za familijo, ne, to zdaj ni pač moj idealni pač dan za sprostitev, ampak preživljanje prostega časa s familijo. Kar je tudi zelo pomembno. Zelo, zelo pomembno. Sem pa v četrtek, prvi dan zjutraj, sem rekel, zdaj bomo si pa splanirali. Pa bom povedal prvo zakaj, pa kako smo to naredili. Zakaj? Zato, ker sem ponavadi za vse dopuste, pa frej dneve, ki si jih nisem splaniral, sem pa na koncu tistih dneva ugotovil, da nisem nič časa s familijo preživel, oziroma da zelo na nekoristen način smo preživeli čas. Jaz sem bil ves čas za kompom, ker sem gasil požare za nazaj, recimo, zdaj pa fino, ker te doben ne moti, lahko nekaj za nazaj narediš, in ugotovil, da bi lahko bolj koristno ta čas preživeli skupaj, ne? In mislim, da ne vem, ali je to bil tudi malo pod tvojim vplivom, da ko so se prejšnjič malo o tem planiranju prostega časa, mislim, celo malo pogovarjala, naredil eksperiment, pa sem rekel, v četrtek zjutraj, po zajtrku, zdaj se bomo pa vsi klele, smo se v sobi usedli, ne, mi dva imava ta scrum board, ne? Z mulci, ne? In pač, Lili ni participirala, ker še ne govori, ne? Ja. In tudi pol ni imela predlogov. Ni imela predlogov, se pravi, da smo mi mislili, kaj bi bilo za njo najboljše, ne? Okay, ja. Ampak Zala je pa že zelo aktivno sodelovala, sem rekel, imamo 6 dni in vsak bo zdaj v bistvu povedal za en dan, kaj si želi početi, ne? Ni nujno, ni bil vrstni red pomemben, ampak se pravi, smo šli v krogo, no, kaj bi rada kaj počela zdaj za počitnice Zala, ne? Pa kaj bi Zala rada počela, pa kaj bi Anja, pa jaz, oziroma ali je to stvar, ki se tiče direktno prostega časa, ne? Ali pa ne vem, bi bilo fajn, da se v tem času pač porihta, ne?
In smo si pač tako povedali, ne vem, bi radi šli na bazen, pa ne vem, gremo na nek pohod, treba bo trava pokositi, pa tako. In smo lepo te listke gor napopali, kao backlog, ne, tisti, ki zdaj že veste, kaj je to Scrum. In potem smo rekli vsako jutro, ne, ok, danes bomo pa to počeli, ne, pa malo smo gledali vreme, ne vem, takrat je v bistvu petek ful dežval, boš, da gremo zdaj na bazen, pa bomo šli en drug dan, ne, ko bo lepo vreme na pohod. In smo te listke sedevali, ne. In na koncu smo imeli prav sprint, ne, po Scrumu tak sprint, ne, 6-dnevni. In zadnji dan v torek zvečer, ne, preden je šla Zala spat, smo naredili retrospektiva, ne. Smo pogledali, koliko listkov smo naredili, ne, se pravi stvari, ki smo si jih želeli. In hkrati se malo pogovorili te stvari, ki smo jih naredili, ne. A nam je bilo cool, a bi naslednjič ponovili, ali bi mogoče kaj spremenili in tako naprej. In na koncu smo ugotovili, da smo polovico stvari, ki smo si jih zadali, smo jih naredili, in hkrati smo ugotovili, da smo zelo aktivno in veliko časa skupaj preživeli. Ne? In sem bil ful ponosen na sebe, ne? Ker zato, da nisem spet za kompom preživel 6 dni in počel neke svoje side projekte, ne, kot tudi Synapsa. Imel sem tudi Synapsa napisano za show notes, pa jih mislim, da v glihu tistem času mi jih ni ratal narediti, ker sem dal pač prioriteto družini, ampak sem ful ponosen, ker smo... To je bilo takrat od prvega pa drugega, ne? Tako je, oziroma je bilo od 27. ne bil... Ja, pa do prvega... Tako, ja. Ja, se spomnim, ker takrat nisi bil dosegljiv, ja. Ja. Sem tudi razumel, da zato. Ne, in sem bil pač ful vesel, ne, oziroma osebno, meni ne prvič, ampak nisem imel občutka krivde, da se nisem bil z družino. Razumem, ja. No, to je en tak zelo dober dokaz tega, kako je v bistvu planiranje ful dobra stvar, ne, ker v bistvu ne samo, da tebi koristi, ampak tudi ljudem okoli tebe koristi in lahko z primerno dozo planiranja, ne, lahko človek živi bolj kvalitetno življenje, kot pa če si ga ne planira sploh. Ne. Ja, ne se strinjam, ker itak, da Anja je sicer zdaj že navajena, ne, da je vsako stvar tako hoče narediti, tudi za pakiranje za dopust, ampak na začetku se je še pač zjutraj takrat malo smejala, spet bo nekaj, ne. Kaj, ne, lega te njegovi listki, ne. Ampak pa na koncu smo bili vsi bolj srečni in zadovoljni, ne. Ampak ko sem pa to povedal spet sodelavki, ne. Jo, Martin, boga tvoja žena, ne. Ti si res control freak, ne. Ampak se mi zdi, da tako, ko si rekel, to je naši familiji je to zelo koristilo. Ker če ne bi Anja cele te počitnice bila na Facebooku bi visela, pa se pogovarjala s svojimi strankami, jaz bi pa tudi za nazaj nekaj popravila, pa tako, ne. Kaj pa ta pomisle glede tega, da ubiješ spontanost s tem? To se večkrat, ne, se mi pojavljajo pogovori z ljudmi, ampak ne, je ne. Zato, ker tukaj je, v našem primeru bi ubil to, da bi čas skupaj preživljal, ga ne bi. Je pa spontanost seveda, tako kot dejansko kreativnost, ne, to boš ti znal mogoče bolj povedati, ne? Da postaneš kreativen, moraš ful delati na tem, ne? In po mojem tudi za spontanost moraš ustvariti priložnosti za spontanost. Točno to. To se mi zdi pomembno, ne? Ja. In mi smo si rekli, ok, jaz sem si ful želel, da gremo na en hrib. Predlagal sem, da bi bil Bohor, ne? Ker še nisem bil. Ampak na koncu smo šli, ampak bolj je bilo primarno, da gremo nekam na en hrib, da se hodi vsaj 1 uro v eno smer. Na koncu smo šli na Lisco, ker smo spontano ugotovili en dan prej pač sosedi, da grejo oni, pa smo rekli, ok, super, gremo skupaj. Evo, točno to je. In na koncu, čisto to je bilo neplanirano in so se tamali tudi družili, pač, ko ima tudi otroke, skupaj so se imeli fajn tamali in na koncu spontano je bilo tudi to. Mi nismo vedeli pa, ali bomo gor jedeli kosilo, oziroma hoteli smo jesti gor kosilo, pa je imel pač ta kolega seboj stvari, se pravi, to je bilo za mene spontano, ker nisem vedel, da bo on salamo prinesel, ker se nismo nič zmenili. In tudi, ko smo šli domov, smo mislili, da bomo šli ful prej in da bomo doma jedeli, smo šli pa neko pač restauracijo, nekam kosnanju, že en cajt hotel pelati. Vse je to, ne. To si dobro povedal, da za spontanost je treba narediti prostor, ne. Moraš ustvariti priložnost, ne. Tako da ja. V tem smo se pogovarjali, ne? Preden smo zdaj v tretje to šla posnet, ne? Da... Stali ne vejo, veš. Se vem, zato sem pa povedal.
da to planiranje, ne, ima preveč negativno konotacijo in pol ljudje se ga ponovadi nočejo pač lotevati, ker pol nočejo izpadeti kontrol friki in ker mislijo, da jim bo to preveč časa vzelo. Poslušali ste podcast Synapsa. Naročite se nam preko mailing liste na spletni strani www.synapsa.io ali preko RSS feeda ali pa ga poiščite na iTunes. Avtor intro glasbe je Katapulto, avtor zaključne špice pa Channel Walker. Z vami so bila Roksanda in Martin Blazinšek. Konc je vedno problem. To moramo nekaj pogruntati glede tega konca, veš. Se pravi, da ne bo Kovačeva kobila vedno bosa, ne? Kaj? Kot to sploh pomeni ta fraza? Ja, da tudi midva si morava checklisto glede tega narediti, kako narediti ta konc, ne? Ja, pa se ostale stvari imamo, samo ta konc je vedno problematičen. Očitno imamo vedno probleme s koncem, se pravi, moramo nekako narediti, kako bova konec. Ampak kaj pomeni to, da Kovačeva kobila ne bo ostala vedno? A ja, zato tega, ker Kovač za vse druge kobile poskrbi za svoje, pa ne. Ja, in midva vsem ostalim nalagamo, kako treba checkliste in da, jaz sem prej govoril, retrospektiva, pa če si ugotovil, da se ena stvar ponavlja, je pač probaš pol urediti, midva je pa ne. No, bomo do naslednjič to razrešila, ne? Upam.